Nocoj kaj dogaja, gostimo evangeličansko duhovnico, ki po rodu prihaja iz sosednje Madžarske, službuje pa v našem Prekmurju. Z nami je Judit Andrejek. Judit, dober večer, pozdravljeni. Pozdravljena. Hvala za povabilo. Vaš oče je bil duhovnik. Je bilo doma kaj presenečenja, ko se je hčerka odločila, da gre po očetovih stopinjah? Ne vem, če so bili presenečeni. To so znali, da idem na fakulteto. Jaz sem hotela biti socialpsiholog in fararica, duhovnica v šoli, v gimnaziji, ampak ljubezen je to plan spremenilo ali Bog je spremenilo in zato sem postala duhovnica. Sicer nisem mislila, da jaz sem vredna ali bi bila dobra za duhovnica, ker jaz sem videla, kako moj oče dela in kako težko je to življenjske stil. Sicer jaz zelo sem uživala to gledati in to doživeti. Ampak sem mislila, da preveč sem emocionalna za to službo in to ne glih pozitivno, ampak je spremenilo. V katoliški cerkvi ženskam ni dovoljeno opravljati poklic duhovnice, pri evangeličanih pa teh omejitev ni. Ste kot ženska znotraj cerkve vseeno naleteli na kakšne omejitve, ovire? Nisem imela nikoli to občutek, da imamo ovire, zdaj že skoraj smo več kot moški, mi duhovnice. Je kdo presenečen, ko pa vidi, da pride duhovnica? To pa vedno. To pa vedno. Če od tega Slovenija pridejo na Prekmurje za obisk, dosti turisti hodijo cerkev gledati in potem so presenečeni, da duhovnice imamo, kaj to pomeni, kako to izgleda. In potem seveda jaz svoje pričevanje izpovem, kaj to pomeni za mene, ampak gledano krst ali poroka ali pogreb jaz vedno ponudim, če nekoga ne želi žensko, imamo izbiro, tu so moški, tukaj so moški. Vaš mož je tudi duhovnik, kot ste rekli, spoznala sta se na teološki fakulteti v Budimpešti. Je to pogosto, da se poročita duhovnica in duhovnik, a sta videla z možem izjema tukaj? Ne, že sta bila en par, ki so zdaj že v penzijo, ampak na Madžarsko to je zelo normalno, ker več takšne cerkvene občine so, kjer so dva duhovniki, duhovniško mesto in tam skupaj služijo. Mi imamo tukaj težave, ker nimamo skupno cerkveno občino, ampak vsi imamo svoje delo in zato bolj logistika je življenja. Ampak nismo prvi tukaj v Sloveniji. Niste edina. Poleg tega, da ste duhovnica, ste tudi mati 3 otrok. Kako pri vas doma praznujete Veliko noč? Naši otroci so že vajeni, da prazniki niso tako normalni kot pri normalne družine, ker mi vedno delamo. Zdaj tudi jutri v nedeljo imamo, mislim, 6 ali 7 bogoslužje vse skupaj z možem. Haj sezona je pol, ne? Ja, ampak barvali smo že jajčke. Treba to prej narediti. In bodo počakali, da mi se končamo in potem pa tudi bodo presenečenja do te čas, pa bodo pribavice, ki so zelo srečni, da saj v nedeljo so skupaj in kuhajo, pečejo skupaj in oni pomagajo za nas v vikend, ko mi imamo bolj pestro. Ampak meni je to najlepši praznik, ker Jezus živi in Jezus je stal iz mrtvih in to probam tudi dati dale za otroke, da čeprav to je bolj gužva, to je moja najljubša slovenska beseda, v tej čas, ampak oni tudi radi sodelujejo v cerkev. Včeraj, ko je bilo prenos iz Domajševe cesti, so nastopali v televizijo in oni tudi uživajo to življenjski stil. Je pestro. Prihajate z Madžarske. Ste opazili mogoče kakšne tiste največje razlike med madžarsko pa slovensko kulturo? Kaj vas je najbolj presenetilo? Moram povedati, da mi ne živimo, ampak otroci učijo v dvojezično šolo in smo aktivni v dvojezično območje in zato tam oba kulture dobimo, madžarsko in slovensko, seveda bolj slovensko. Moram priznati, da samo eno stvar nisem mogla sprejeti, trije dobre može. To ne moram navaditi v decemberski čas. To meni je najbolj šok, kako to razlagam za deco, da en teden pride Miklavž, potem Božiček, potem pa Dedek Mraz, kateri še stisnejo pred božični čas, zato gužva spet. In seveda ne želim pustiti, da te praznike, sekularizacijo kraj zeme in zato za Božič tudi je Jezusovo rojstvo, te krščanski. Kaj pa slovenski jezik? Je bilo težko se naučiti slovenščine, ker se razlikuje slovenščina v učbenikih pa prekmurščina, ne? To pa je prav. Po mojem, gramatika naj bilo težko,
To je težko, da samo 2 milijona ljudi živi tukaj, ampak imate več kot 60 dialekt. To je pa groza. Znamo zakomplicirati. Ja. To pa res. Ko sem začela študirati slovenščino, ko sem že znala, da bom se selila tukaj, te knjižno slovenščino, bila sem vesela, ampak ko pa sem šla na Prekmurje, nekoga nisem razumela, kako so odgovorili. Oni so mene razumeli, jaz pa nisem odgovor razumela. Zdaj pa že malo tudi učim in ne razumem, kaj povejo. Srečo pa imam to, da službeno mi uporabimo knjižno slovensko, edino apostolski veroizpoved in Oče naš povemo v prekmurščini, drugače pa, ko imam pogreb, ko imam krst ali poroka, to vse v knjižno slovensko. Ne? Ampak kako pa zgleda recimo vsakdanjik duhovnice? Na kratko, če ga lahko pišete, vsak teden so svete maše, verouk, ostali obredi, kako zgleda? Vsak dan je drugače, ja. Nikoli ne veš, kaj te pričakuje. Jaz to vedno zato povem, da to ne je samo eno službo, poslanstvo in to je 24 ur, če si pripravljen ali pripravljena to delati in to vzeti, to službo. Lahko seveda, da samo 1 uro delaš vsak teden, ko imaš božje službe v nedeljo, če pa želiš. Mi imamo tudi verouka, biblični krožki, razdelimo z možom, kateri dan ima on, kateri dan imam jaz, kdo pela v glasbeno šolo deca, kdo pa ima konfirmacijsko pouk. Pogrebe seveda nikoli ne vemo, kdaj pridejo. To nepričakovano lahko spremeni plan, obisk bolnice, dom starejši, različne dnevnike so res na vsak dan. Ampak to tudi je pa pozitivnost, da ni dolgo čas in nikoli ne vemo, kaj prihaja. Težava pa je to, da ko jaz idem domov iz službo, se ne končuje. Malo časa vzamem za deco, do te čas, da oni idejo spat, potem pa spet se začne pripraviti za naslednji dan, za božje službe, pridige pisati ali drugo priprave. Judit, najlepša hvala za obisk v našem studiu. Želimo vam prijetne praznike in pa srečno na vaši poti. Enako, hvala lepa. Hvala lepa.